Saj sem čisti laika, ne, tako da ne bova šla v... Ja, se tako sem tudi razmišljal, ne, ker sem tudi, moram priznati, nisem slišal še za ta podcast pred tem in sem v bistvu šel malo poslušati, pa sem moram reči, da sem kar dopadel. Ok, hvala. In spol vidim pač tudi, kakemu občinstvu je namenjen, ne. In ja, sem si mislil, da tu ne bomo res neke tehnikalije šli preveč, ne. Ne. Čeprav, ne, sem tudi tega vajen, pač učim tudi to na fakulteti, ne. Ne, kaj me malo bolj zanima, ste me sploh našli, ne? Veš kaj, jaz bom imel asistentko Mojco, katera ti je tudi pisala. Jaz si ponavad odvisno, včasih ji povem direkt osebo, ker naj najde kontakt, pa naj proba povabiti, ne. Včasih pa področje. Zdaj pri tebi ne vem točno, a sem jaz naletel na tvoje ime, pa si mi rekel, ali je pa ona naletela na tvoje ime, ne. Ampak na internetu, ne? Ja, smo to našli. Verjetno si dobro pač izpostavljen glede tega področja. Ja, ne vem, nisem nekaj preveč truda v to vlagal zaenkrat, ampak če ste me našli, na tak način pol nekaj delam prav. A so se midva kje pogovarjala o tikanju, vikanju? Ja, mislim, da smo v mailu rekla, da se tika. Ok, se lahko, ne? Ja, vem, da nismo. Ok. Tudi v starosti nima neke razlike. Ne. Koliko pa si star? 33. Aha, jaz sem pa 32. No. Jutri bom, no. Veš, kako ponavadi začnem z gostja, ne? Zdaj, itak bova šla, jaz bom probal nekako to področje secirati, da greva res iz nekih osnov, ne? V bistvu, kaj sploh je inteligenca, pa lahko to gradiva, ne? Kaj bi bila lahko umetna inteligenca, ne? Ampak mogoče za začetek lahko malo poveš, kako si se znajdel v tej poziciji, v kateri si zdaj, v bistvu na fakulteti, ne? Kako je tvoja pot v bistvu šla? Ja, mislim, dokaj taka standardna pot, bom rekel, pač od malega v bistvu sem bil entuzijast, kar se tiče računalnikov. Tudi doma smo imeli pač vedno neki računalnik, s katerim sem pa lahko delal marsikaj, predvsem, ko sem bil mlajši, so bile igrice itak, ne. Ampak ja, pol tam nekje pri 12. letu začel zanimati, kako se take stvari naredijo, ne, se pravi programiranje. Takrat sem tudi začel, niso bile ravno igrice, so bile bolj spletne strani, ne, ker to je takrat v bistvu začelo postajati zelo popularno in tako sem v bistvu začel, ne, tudi z nekimi svojimi spletnimi strani. Čisto tako osnovno. No, pol je pač to vodilo v odločitev, da grem v srednjo elektroračunalniško šolo v Mariboru, ne. 4 leta tam, pa naravno odločitev pač dalje na fakulteto na FEI v Mariboru, ne. Ne vem, skozi se pač te srednje šole, fakultete, nekako dobiš bolj novo znanje, vedno bolj te začnejo stvari zanimati. In ne vem, tam nekje v sredini študija sem si mislil, ok, to je to, mislim, me to zanima, si želel v tem nekako udejstvovati. Če ne v industriji, pa zagotovo v poučevanju nekako. Zdaj v industriji je denar, to vsi vemo, ne, sploh na področju računalništva. Sem imel neke priložnosti, v bistvu že na pol skoraj dogovorjeno, da v bistvu po diplomi v bistvu začnem delati. Ampak pol je prišlo v bistvu do tega, da sem šel v drugem letniku fakultete na vpis ocene, takrat profesorju Milanu Ojsteršku, ki je zdaj moj šef, takrat mi je ponudil v bistvu priložnost za sodelovanje s laboratorijem za heterogene računalniške sisteme. Vprašal sem, s čem se ukvarja, rekel, spletne strani delamo, pa s spletom vse te zadeve delamo, pa super, to je to. Tako da ja, potem sem v bistvu nekaj časa tam z njimi sodeloval kot študent, 2 leti. Potem sem nadaljeval magisterij, še vedno tudi v bistvu sproti z njimi sodeloval. Pa je rekel, v bistvu zdaj, ti bi se lahko zaposlil tukaj, ne, da si že tukaj pri nas doma, pola manj, in ja, tako sem pa rekel, vredo. Mislim, to je to, tudi kolektiv je bil super, pa še zdaj, ne, tako da, ja, tako sem v bistvu to, tako v službo prvo, ne, direktno kar iz faksa na faks bi rekli, ne.
Ja, pa je v bistvu bilo tako, da sem v bistvu sodeloval kot tehnički sodelavec najprej na projektih, pa se je pač našla potreba po asistentih in vsaki čuj, Maja, ti to nekaj znaš, da je lahko bi bil asistent. Sem rekel, v redu, mislim, plača je višja, pozicija je tudi malo boljša, dobro gremo, in sem šel v to, tako da zdaj sem še vedno na tem mestu, kot asistent. Pač tekom vsega tega je bilo kar dosti nekih različnih predmetov, ki sem jih imel. Tudi najbolj v bistvu še danes sem aktiven na teh področjih spletnih tehnologij, pa tudi malenkost tudi superračunalništva, kar se tiče samega računanja pa razdeljenega. Pa potem, ne vem, koliko, 5 let zdaj že nazaj, se je pač sprostilo mesto pri predmetu umetna inteligenca na naši fakulteti in so rabili v bistvu asistenta tam. In sem pač skočil, sem bil v Celini, nekako tako bolj prost. Je pa bilo to tak, že ni bilo kar tako, da je kar samo skočil, ti boš zdaj to, jaz me tudi to zanimalo takrat že, in sem se v bistvu tudi malenkost mogoče tudi ponudil. Tako da, no, takrat dalje, ja, v bistvu te predmete načeloma vodim. Tako da, to je v bistvu ta pot. Kako pa začnete v bistvu prva ura pri predmetu umetna inteligenca? Kaj je v bistvu neka prva informacija, kaj daš? Zdaj, študentom načeloma, moj pristop je tak, jaz jih probam čim bolj motivirati, da nekako vidijo, zdaj umetna inteligenca, zelo, zelo širok pojem, marsikdo si lahko misli karkoli pod tem pojmu. In zdaj, ker smo le tehnička fakulteta, treba zadeve gledati iz tehničkega vidika, vseeno pa zdaj za neko motivacijo v bistvu probam dati neke primere, recimo, kaj lahko s tem sploh naredimo, da v bistvu študenti dobijo neko vizijo, nek pogled v to, kar bodo zdaj s tem pridobljenim znanjem pol dejansko lahko dosegli kasneje. Tako da, ja, tukaj probam pokazati, pač, kar se le da najnovejše zadeve, zadnja leta mi gre industrija pa celoten napredek zelo na roko, ker lahko dosti pokažeš. Ampak ja, v bistvu tako malo omenim, da tukaj recimo lahko dejansko naredimo nekaj, kar zna boljše igrati šah ali pa komplicirane igre bolj, boljše kot človek. Potem od, ne vem, aplikacij v samem, ne vem, recimo avtonomni vožnji, da se pravi pametni avtomobili, danes samovozeči avtomobili. Cela zadeva, s katero se tudi raziskovalno dosti ukvarjam, procesiranje naravnega jezika. Ti govoriš recimo v mikrofon, pa spodaj v bistvu te avtomatsko podnapise dela, ali pa da v bistvu razume, kaj si ti zdaj rekel, pa iz tega, kaj si zdaj povedal, v bistvu zna predvidevati do neke mere, kaj boš ti v bistvu povedal, pa zna klasificirati, o kateri tematiki ti zdaj govoriš. Take zadeve. Tako da, to je v bistvu probam, koliko se da v uvodnih urah malo razložiti, zdaj kaj dosti časa pol nimamo, treba je pač začeti z osnovami, ker pač je tak predmet, v bistvu, ki je bolj osnovn, kar se tega tiče. Tako da, ja, potem pa v bistvu začnemo po učnem načrtu dalje s zadevami. Kaj pa bi ti rekel, tako kot sem prej nakazal, če greva čist iz osnova, kako ti poimenuješ ali pa kako razumeš termin inteligenca? Ja, mislim, to je lahko tako zdaj, iz večjih vidikov lahko gledaš na inteligenco. Jaz osebno, tako rekel, na splošno inteligenco gledam kot neka zmožnost za prilagajanje. Pravi, če se tebe dajo zdaj v neko neznano okolje, kako hitro se boš v bistvu prilagodil temu okolju, da boš v tem okolju lahko prosperiral, pa da boš v bistvu uspešen. Iz kje pa bi nekako, ker tukaj jaz razmišljam, tako kot si rekel, prosperiram ali pa preživim ali pa ne vem karkoli v okolju, iz kje izhaja ta motivacija, da to sploh naredim, Ker če mi imamo nek sistem, ker recimo
zavest ni prižgana v njemu, ne? On ima nek cilj, ki smo ga mi definirali. Ne? Ta cilj je tudi nujno potreben. Ne? Ja, sigurno. Mislim, nek cilj moraš imeti. Ne? Zdaj, vse pravi, bolj z vidika mogoče samega preživetja gledam na to, ne? Če se ti res gre za življenje. Čisto tisto brutalno, naravno. Ne? Zdaj, tako smo mi sprogramirani. Ne? Narava nas je sprogramirala, da si želimo preživeti. Seveda, ne, mislim, nekoliko 10,000 let nazaj človek bil v džungli, ne, imel si tiste sabljastega tigra, pa se te, ne, ki so lahko napadali, ne, nekaj si mogel narediti. Ne. Če nekdo je ugotovil, če imam ogenj, ne, v roki, živali ne napadajo tako pogosto, kot pa če ga ni. Če si naredim sulico, ali pa če vržem kamen, te zadeve. Ne. Spravi, to je visoko neko znanje, potem, rekel, posledica inteligence. Na tak način v bistvu jaz to razumem. Ne. Kaj pa recimo zdaj, če dodava umetna inteligenca? Ne? Ja, zdaj, umetna inteligenca je pa v bistvu neko posnemanje tega, ne, zdaj z računalnikom, če govorimo, ne, o računalništvu. Se pravi, ja, nekako čim bolj posnemati to, kar smo ravno povedali, ne. Se pravi, zvada je očitno, ne, gre lahko za neke algoritme, ki se poskušajo v bistvu aktivirati na neki točki in potem v bistvu voditi do nekega znanja, neke nove odločitve, ne, v tem smislu. Ne. Ja, zdaj tukaj itak je samo raziskovalno področje šlo itak naprej. Začelo se je v bistvu tako vse z tem posnemanjem, spravi tisto teorijo Hebovega učenja, ne. Spravi, da probamo v bistvu najti neke situacije, ki so nam neznane in se iz njih naučiti, recimo, ampak algoritmično, ne. Se pravi, gre za neke dane vzorce z pričakovanim rezultatom, in potem poskušaš iz tistega danega vzorca doseči tisti dan rezultat, ki pa je recimo neka odločitev. Ne. Tako da, ja, na ta način, če pogledaš na zadevo, vidiš, da v bistvu zadaj samo čisto, če pogledamo za aviona zdaj, ne, laično, gre v bistvu za nek algoritem, ki poskuša posnemati možgane oziroma našo človeško inteligenco. Ne. Se pravi, v neki osnovi, če poenostavim, pa me popravi, če se motim, v bistvu ta sistem dobi nek cilj strani človeka in potem probava veliko različnih načinov doseči ta cilj in verjetno dobi neke mikrocilje vmes, ker se on nauči, to je bolj prava smer kot tista prejšnja. Ne. Ja. In potem sledi neki poti samostojno. Ja, tako se pravi, tam, kaj si opisal, v bistvu pravimo nadzorovano učenje, ne. Se pravi, ker v bistvu človek da algoritmu, ne, to je problem, to je rešitev. Nauči se povezavo med problemom in rešitvijo. In ja, v bistvu poskuša, ne, v bistvu, kako bi algoritem deloval, recimo. Problem je, ne, to je pričakovana rešitev, damo to rešitev na stran, da poznamo, ne, zdaj v tem trenutku, ne, naredi neko odločitev. Če s tem naredi odločitev, pa primerja pravo odločitev, pa to odločitev, ki jo je naredil. Še je odločitev ista, super, sem se očitno dobro naučil, ne, povezave, če pa ni, ponovi zadevo. Ne, vmes potem seveda se neke stvari tehnične zelo podrobno, ne, zgodijo, ne. Ampak načeloma, ko se tiste stvari zgodijo, je potem odločitev malenkost drugačna, ne, pa še malo drugačna, ne, tako dolgo, dokler te vodi v pravo odločitev. To je samo za en vzorec, imaš pa, ne vem, 1000, 10,000, milijon takšnih vzorcev, ki jih v bistvu daš skozi. Recimo moje znanje na tem področju je tako zelo ozko, kot sem ti na začetku povedal. Ne. Jaz sem prebral knjigo Nika Bostroma, Superintelligence. Ne vem, če poznaš. Ne poznaš. To je pač, on je nek filozof in je v bistvu bolj se fokusiral na nevarnosti razvoja te tehnologije. Z vidika tega on opredeli to alignment problem, ne? Se pravi problem uskladitve, bi lahko rekla po slovensko.
To pa pomeni, da cilj, ki ga ima ta sistem, postane drastično drugačen od našega želenega cilja. Ja. In ta cilj, ki je drastično drugačen, ga je sistem sam opredelil kot nek dober cilj. Ali pa celo tako, cilj je isti, ampak način, kako priti do tega cilja, bi lahko bil zelo škodovalen do nas, recimo, ne. In tukaj, ne vem, če je bilo to v tej knjigi ali je to miselni eksperiment iz nekje druge, ampak to me tudi zanima, če si slišal za ta mašino za ustvarjanje sponk za papir. Ne, nisi. vsega so filme. Ja, to je v bistvu tak miselni eksperiment, kar rečemo, ok, mi imamo mašino, ki je zelo, umetna inteligenca, zelo napredna. Zelo napredna. In mi v bistvu damo cilje, ki želimo, da jim sledi, oziroma da jih doseže, ne. In eden izmed ciljev, ki ga lahko damo, je ustvari mi čim bolj učinkovito, pa čim več sponk za papir. Ne. In ker ta umetna inteligenca to dobesedno vzeme, a ne, bo šla v ekstrem tega in bo vse podredila temu cilju, da ustvari papirnate sponke, a ne, oziroma sponke za papir. In to pomeni, da bo začela atome v vesolju vzemati in podrejati temu cilju, in to pomeni tudi nas, a ne. Ja. Kako ti razmišljaš, ali pa kako na tvojem področju razmišljate o takih laičnih skrbeh? Ja, ironično, imamo ravno Skynet majico danes. To lahko poveš, kje je. Ja, tudi Terminator. To je bila ta korporacija, ki je ustvarila Tako. te robote. Čip, pa ki se potem prenaša skozi vse različne MP6, tako kot delo Terminatorja je, ne. Ja. Ja, zdaj ta alignment problem, jaz sem tako rekel, ne, zato ker si omenil, je mogoče bolj iz filozofskega stališča umetne inteligence, kar bom rekel, je tudi pomembno. Zdaj sam načeloma se vedno bolj ukvarjam s tem problemom bolj z tehničnega vidika, ne, z inženirskega pristopa, ne. No, kje vidiš nesmisle v tem? Zdaj, nesmisel, mislim, da ne bom rekel nesmisel, ne, ker to je taka zadeva, bom rekel, ki jo moramo tudi inženirji paziti, ne. Se te pač lahko naredimo karkoli, inženirji lahko da karkoli, ampak je vedno neka stopnja morale, dokot lahko greš in tako, ne. Se pravi, ja, zdaj, tako bom rekel, zdaj, prvič, da pride umetna inteligenca do te stopnje, da se tako obnaša v bistvu, ne, da je to neka zadeva vlagi, imela popoln vpliv nad vsem. Tu še sigurno nismo, ne, in tudi vprašanje, če kdaj bomo, mislim, če bomo pač verjetno, upam vsaj, ne, imeli dosti debat glede tega, ne. Elon Musk je kar, če ga vzamem na primer, je kar advokat tega, ne, da se v bistvu malo tudi neka etika pa morala vsem vnaša, ne, da se v bistvu pogovarja o tem. Zakaj tako mislim? Zato, ker čisto iz inženirskega pristopa pa pogledam, ne, umetno inteligenco danes uporabljamo kot orodje, ne. Ja. To je za nas nekaj, kar mi uporabljamo. Človek v bistvu sistem olajša delo, ne daje pa popolnega nadzora temu še za nekaj. Ja, ne, to sem velikokrat slišal ta argument, ne, se pravi, da v bistvu ne bomo dali nikoli toliko moči temu sistemu, ker nismo nori, ne. Jaz bi rekel, ne. Ampak če je en sistem izredno inteligenten, Tako, ja. nas lahko prelesiče. Pa ne samo to, ne. Človek je adaptivno bitje, ne. Človek se hitro navadi nečesa. In če bo človek videl, da, ne vem, lahko prihrani 2 do 3 ure na dan, da dela karkoli drugega želi, ker umetna inteligenca to avtomatizira, ne. Se s časoma mogoče tudi navada, mogoče pa lahko kar vse zaupam te umetne inteligence. In to se malo v bistvu že počasi dogaja, ne, s temi pametnimi domačimi asistenti, ne, in vsem tem, ne, nekako priješ domov, je vse naredilo, pametna hiša, ne. Robot. Zagreje vse, robotski sesalniki, ne. In ja, te zadeve danes, ki jih imamo, ne bojo
uničile človeštvo, bom rekel. Ne. Lahko pa seveda so nevarne. Ne. Mislim, imaš potem tudi situacije, ker gre le za pač neke programe, ki so lahko tarča napadov. So lahko te zadeve nevarne, če se preveč v bistvu prepustimo. Mogoče najbolj taki značilen primer za to je avtonomna vožnja. Avtonomni vozil, tisti klasični problem. Umetna inteligenca bo zdaj spoznala, da se bom zaletel v, ne vem, staro gospo in bo na drugi strani recimo drug avto, nasprotno smer vozil, da se bom mogla odločiti, ali vozim starko ali pa se zaletim v drug avto. Oboje ni dobro in zdaj zbrati med manjšim zlom. Zdaj, argument bi lahko bil, se človek bi isto razmišljal, ali povozim starko ali ne, pač neki refleks naredi, da se nekaj zgodi. V najslabšem primeru oba dva povozim. Ampak tam bo malo drugačna, sorry, kad te prekinjam, situacija, zato ker lahko celo rečeva, če imaš ti full procesorske moči, dejansko čas zate ne obstaja. Ne? Ti v bistvu si tik pred trkom in lahko si predstavljamo, če se podstavimo v kožo te umetne inteligence, imamo mi dva zdaj 1 mesec časa, da se odločiva, a bova zavila, za koliko bova zavila, a bova zraven bremzala, a bova v drugo smer, za koliko stopinj. Ne? Jaz mislim, da iz perspektive umetne inteligence ni toliko refleksno dejanje to, kakor pri človeku, ker res refleksno, avtomatsko nekaj narediš. Ne? Tam pa se lahko odločiš in ta odločitev je moralna odločitev. Ne? Ja, mislim, razumem tvoj pogled. Ne? Pa bom tako rekel, ne? Zdaj, ja, zadeva je hitra, ne? Načeloma se hitro pride odločitve v takšnih sistem mora priti, ne? To mora biti ravno časovno. Človek je lahko tudi v drugem, ko vozi, ne, slabo vidi, kaj spregledala. Umetna inteligenca to, če je razen, če bo kakšen senzor pokvarjen, recimo, ne, ali pa slab, to tega načeloma ne bo prišlo. Ne. In se tudi neki mehanizmi, ki zaznavajo, če je senzor slab, da te na to opozorijo. Recimo človek, se zaspam, pa bom vseeno vozil, recimo. Ampak ja, mogoče bi tu izpostavil, ne gre samo za takšne situacije, ne gre tudi za zelo namerne situacije. Ne, če poznaš, recimo, obstaja prav veja umetne inteligence, oziroma bom rekel, kar mogoče avtonomne vožnje, ki se ukvarja z napadi na takšna vozila. Hackerskimi napadi. Tako, ja, ne, pač tisti lidar, ne, ki je zgoraj, pa kamere in vse to, v bistvu so izpostavljene raznim signalom, bom rekel, ne, ali slike, zvok, kakšne druge zadeve. Ne. Neke motnje. Ja, ne motnje, to je pač njim v bistvu vhod, ne, ampak ne, nek hacker, ki ima pač slabe namene, v bistvu lahko te signale malo v bistvu pokvari. Ne, in gledal sem nekaj časa nazaj primer, čist navaden znak ob cesti, ki izgleda kot šum, črno-bele pike, pač kot šum na televiziji, recimo, ne. Ampak popolnoma onemogoči tisto umetno inteligenco, zato ker je v bistvu za sliko, ki umetna inteligenca hoče sprocesirati in je tista slika na tak način narejena, ne, da v bistvu pokvari zadevo. Ne. Aha, se pravi, nekdo je za nalaž postavil tak znak. Tako, in to danes, tako, in to danes tudi v bistvu se kar raziskovalno ukvarjajo s tem, kako v bistvu to preprečiti. Kako v bistvu naredi te mreže v bistvu robustne, nevronske mreže so tukaj zane. Tako da, ja, to je bolj lahko problem. Ja, se izzivov je ful, ne, ampak ta tvoj primer je v bistvu neka stvar še ni dovršena in zdaj ugotavljamo, da nekatere stvari moramo drugače zapeljati, drugače narediti, ne, ampak to bomo rešili, ne. Ja. Ta moj primer, ne, moralna odločitev, pa ne vem, kako bi mislim, kdo bo definiral, tukaj se moramo pol kar enkrat, mogoče celo prvič v zgodovini začeti pogovarjati znanstveno o morali. Ja. Se pravi, kaj je objektivno boljše za narediti. Ja. In to je ta is-out problem, ki ga je David Hume v filozofiji opredelil, da nekaj je is, nekaj je, nekaj pa out, nekaj bi moglo biti. Ne? In te dve stvari
Vsi filozofi se že stoletja o tem prepirajo, a ne? Ja. A je možno to združiti, a ne? Ja, to je, mislim, to je kako bi rekel, velika debata. Ali to, ne, mislim, to bo po mojem, ja, če bo kdaj, ne, prišlo do kakšnega strinjanja tukaj, ker prvič, ne, že za navadne stvari se ljudje včasih ne strinjamo, no, težave se strinjamo, ne. Za takšne zadeve pa ja, Ja, verjetno boste vi, inženirji, definirali to moralo, ne? Zato, ker ne vem, kdo drug bo. ja, Nekdo, ki bo na Tesli programira, se bo odločil, življenje starke je manj vredno, kot življenje 5 otrok. Recimo, ta je easy. recimo, ampak ne, to je tako, kot da daš, ne vem, avtomehaniku, ne, da gre operirati koleno. mi se ne ukvarjamo s tem, nimamo toliko znanja v tej etiki. Mislim, vsak ima neko osnovno etiko in moralo itak, ne, ampak zdaj bi pa pol se s tem ukvarjali, mislim, iz svojo kapaciteto možganov usmerjamo v druge zadeve, ne, bolj v razvoj inženirski pristop. Tako da, ja, jaz mislim, da bo tu mogel biti neki pogovor, ne, in s filozofi, in z inženirji, in potem pač enostavno moglo priti tudi do nekega strinjanja, ne. Zdaj, edino, kaj je pač tukaj malo smešno, ne, mogoče inženirji smo mogoče res, kako bi rekel, bolj pedantni, ne, bolj organizirani, pod narekovaji, ne, vsaj bi top ponovali. Vsaj dobri inženirji, ki jih jaz poznam, so taki, ne, oziroma kako smo, no. Jaz sem sam tudi tak. Pri filozofih pa je mogoče vse malo nekako vse v zraku, ne, ni točno dorečeno, ne, mehko je vse, ne, čem inženirstvo je, sploh računalništvo načeloma, ne, rečeš, ja, to je ono. Trdna znano. Tako, ne. Nič in ena bi lahko rekli, ne, pa ni vedno nič pa ena, ne, ampak si le bolj nekako fiksni, ne, na nekaj se mar lahko oprimeš, pri sami filozofiji, ne, tega ni. Ne bom pa zdaj rekel, da je to slabo, ne, ker tudi to pol vodi, ne, konec koncev stari Grki so nas marsikam pripeljali, ne, ravno s filozofijo, tako da oboje je potrebno in tako pri vsaki stvari pač sodelovati treba, ni drugega, ne. Ja, ta interdisciplinarnost bo potrebna v tem novem svetu, ki stvari ratujejo vedno bolj kompleksne, ne. Ja, in predvsem v bistvu, ne, se potruditi, da inženir razume filozofa, filozof pa da razume inženirja, ne. Pač z obeh strani bo treba neko stopničko narediti, ne. Sta res malo tako oddaljena svetova sta, ne. Mislim, se lahko tu pogovarjamo o umetni inteligenci iz filozofskega vidika, pa čisto tehničnega, ne, ampak če poslušaš ti dve ločeni debati, vidiš to čisto nekaj drugega, ne, to sploh nima veze, pa dejansko ima, ne, če širše pogledaš, ne, tako da. A take stvari, ki se mi zdaj pogovarjava na fakulteti, se kaj pogovarjate ali bolj ne? Tako bom rekel, ne, to moče po vodni uri, ne, na hitro. Pač moja naloga kot asistent pri predmetu umetna inteligenca je, da študente naučim osnove tistih algoritmov, jih pač malo v učnem načrtu in svoj čas tako porabiti. Je pa tak, ne bom rekel, študenti tudi zdaj niso, kako bi rekel, togi, tak, ne. Seveda pride do kakšnih debat, včasih pride kdo vpraša, kaj vi mislite o tem, pa se včasih zagovorimo, včasih kaj podebatiramo, ne, ampak ja, kar se tiče tega, da bi jaz zdaj recimo nek filozofski pogled dal, pa ne, mislim. Tak, v sklopu samega predmeta, ne, mislim, da je to pač nekako izven obsega predmeta, ne, mislim. Upam v bistvu, ne, da študenti potem sami med sabo malo debatirajo o tem, tudi upam, no, vsaj tisti, če mogoče kdo posluša od mojih študentov, super, no, ampak upam, da dajem take naloge in tudi, da jih tudi malo v to smer res mislim. Ja, vprosti, ker sem te dal v to pozicijo, ne, jaz ne morem iz svoje kože, jaz tako vedno bolj filozofsko razmišljam, ne, o stvarih, pa gledam svet pa razvoja, ne, probam biti v stiku s tehnologijo na splošno, ker drastično spreminja naše življenje, ne, in pol se neposredno iz tega odpirajo moralno vprašanje, ne. Ja, Neposredno, ne, jaz tako, a je to dobro, a je to slabo, ne, kam to gre, ampak tebe sem nekako razumel, da ne vidiš toliko močno tega eksistencialnega
riska, tveganja te tehnologije v prihodnosti. Ne? Bom rekel, samo dodal še za enkrat še ne. Aha, no, sej jaz ne govorim naslednje leto ali čez 2. Ne? Jaz sicer ne vem, ker spet laik sem na tem področju, ampak jaz razmišljam tako o 50-100 letih, ne? Pač nekako ekstrapoliramo stopnjo razvoja, ki se dogaja zdaj, ne, na tem področju, pa greva lahko tudi pol v specifike, ne, kje ti vidiš najbolj take velike preboje zadnjih let, ne. Ampak če samo to ekstrapoliramo, ne, vidimo, da čez 30, 40, 50 let, ne, da lahko to drastično spremeni naša življenja, bolj kot kjerkoli tehnologija v zgodovini človeštva, pa v najkrajšem času, ko se je kjerkoli tehnologija pač uveljavila. Ne. Zdaj pa, a bo ta sprememba v pozitivno ali v negativno, pa jaz ne vem. Ne. Ampak vidim ogromna tveganja. Ne. Vedno, kaj daš neko tako močno prebojno tehnologijo ljudem, ki so imajo svoje pomanjkljivosti, pa v preveč kratkem času, pa zdaj države tekmujejo med sabo, kdo bo prišel do teh tehnologij, korporacije tekmujejo med sabo. Ne. In mislim, da se bo tukaj mogoče malo pozabili na ta filozofska, moralna vprašanja. Ja, zanimive stvari se dogajajo, ne. Pride do take zadeve. Če gremo samo v letu 2007 nazaj, ne. iPhone je prišel. Ne. Kaj se je od leta 2007 do danes spremenilo? Vsak najstnik ima praktično Facebook, Instagram, TikTok račun. 2007 leta recimo so se najstniki mogoče še bolj zunaj igrali, ne? Pa se druži bolj tak. Danes veš, kako je stanje. Ne? Mislim, da ne rabim kaj ekstra preveč razlagati, kar se tega tiče, ampak ni da to slabo vedno. Maš, ne? Recimo socialnih omrežjih, ki so nekako dejansko povezane s tem razvojem pametnih telefonov, pa tudi z umetno inteligenco, konec. Ti najdeš bedarije, najdeš pa tudi super zadeve, mislim, ki so poučne. Na koncu jaz vedno rečem, naj se vsak samo odloči, kaj bo uporabil. In tudi zopet, če se vrne, pa te zadeve vidim bolj kot orodje. Ti lahko vzameš pametni telefon, pa gledaš tam bedarije, če hočeš. Ako ga vzameš, pa gledaš dokumentarec. Tako da... Mogoče, če greva to, ker recimo moje področje je pa, jaz se ukvarjam z uporabniško izkušnjo, oblikovanjem uporabniške izkušnje. In zdaj ta primer, se pravi, mava pluse pa minuse v vsaki stvari, seveda. Ja. Jaz lahko pojem hamburger, pa imam neke pluse. Ali pa heroin si vbrizgam, tudi so vredno neki plusi. Jaz sem pomirjen, pa tako so pa minusi. Ampak jaz bi tako gledal totalnost tega izračuna, plusov pa minusov. In zdaj, recimo, če greva midva na YouTube, ali pa če sva midva 15 let stara, greva na YouTube in imava dokumentarce, imava pa neke manj uporabne vsebine, lahko rečeva, ker ti na dolgi rok mogoče ne doprinese toliko, kot bi ti dokumentarc. In zdaj imava midva algoritem na YouTubeu, ki se uči, kater naslov bo mene trigiral, katera stvar bo bolj zanimiva, katera stvar mi bo, če grem na kemijsko raven, katera stvar mi bo več dopamina sprožila. In zdaj ta algoritem se uči na bazi 3 milijard ljudi, ki so podobni meni, 15-letniki. Ja. In zdaj jaz se borim proti temu algoritmu, a bom šel v boljše življenje, to pomeni gledal dokumentarc, ali pa bom podlegel temu dopaminskemu držljaju in bom šel tja, kamor me algoritem vodi. Algoritem ima pa cilj, da maksimizira cash korporacij. Čim več časa prestaneš. Čim več pozornosti, čim več časa. In zdaj vedno težja je ta borba. Jaz ne pravim, da je nemogoča. Pa mogoče nikoli ne bi rekel, zdaj pa nemogoče. Ker vedno imamo neko upanje, da mi boljšo stvar naredimo. Ampak vedno težja je ta borba. Ja, mislim, me veseli, da si temu na to pripeljal. Ker v bistvu, o tem, kar si govoril, recimo na konkretnem primeru YouTubea, ta tekma za pozornost.
to v bistvu moje raziskovalno področje priporočilnih sistemov. Ne. Ok. Verjetno Recommendation system tako. za vsebino ali Karkoli. Jaz se bolj sicer ukvarjam z dokumenti, se pravi z digitalnimi knjižnicami, recimo ti depozitoriji naših slovenskih univerz, recimo ko so diplome noter, pa članki, pa take zadeve, da v bistvu lažje najdeš neke zadeve, ki te zanimajo, recimo če pišeš diplomo ali pa. Se pravi, ti se naučiš, kaj jaz iščem, glede na preteklo vsebino, in pa mi znaš predlagati bolj. To je optimum, ampak nažalost današnje stanje teh digitalnih knjižnic ne omogoča, da bi popiral podatke kar o vsakemu. Se pravi, tukaj gre bolj za samo vsebino. Se pravi, da če ti gledaš, ne vem, kako se zgradi most, boš tam dobil priporočene dokumente, ki se tičejo arhitekture, recimo, pa gradbeništva, take zadeve. Konkretno, upam vsaj, da v prvih 3 zadetkih, recimo nekaj, kaj se direktno veže na mostove. Ampak ja, ta bojba za pozornost, pač tukaj je dosti enih takih polemik, ki se pojavijo. Verjetno poznaš zelo znan dokumentarec na Netflixu, Social Dilemma. Mislim, koliko lani, predlani, mislim. Med korono enkrat, ja. Ja, zelo tako, nekaj korona vlastne mi zdi vse hitro, še nazaj, si misliš 2 leti nazaj, mislim pa je. Res je. Ampak ja, tam se mi zdi, da so tak na zelo lep poljuden način v bistvu pokazali, kaj se dejansko dogaja tukaj zadaj. Zdaj, tam se vem, da je bil pač sketch, ali kako bi rekel, neki. Igranem tem delu. Ja, se pravi, tako 3 strokovnjaki, vsak za svojo tisto tablico, pa na enega so bili fokusirani, kaj za on gleda na ekranu, to gleda, to je zadnjič rekel, daj mu to vsebino, naslednjih 5 videov, recimo, če znamo TikTok ali kaj takega, mora biti to, da ga bomo držali. Pa je bil tam mislim, da je bil celo nek attention meter, koliko je zdaj on še aktivno, kak je pad. Moramo servirati novo dozo. Ja, mislim, to se ni tak, ampak algoritem dejansko zadaj proba simulirati nekaj takega. Zdaj, problem, ali pa tudi odvisno, koga vprašaš, je v tem, da so da je pač tudi te odločitve, kako bi rekel, pod narekovaji podmazane. Pravi, če nekdo plača za neko oglaševanje nekega izdelka, bo seveda tisti zadetek šel prej tja gor. Sama ta borba, bi rekel, zdaj jaz hočem biti priden, pa gledati dokumentarce, vsi moji vrstniki pa gledajo neke bedarije tam, in zdaj jaz vlečem vrh, tisto tug of war varianta. Ja, načeloma je tak, da ti algoritmi se zelo, zelo specificirajo na posameznega uporabnika. Nekaj ima delež ta splošni profil, bom rekel, pravi profil demografije, recimo 15-letniki, kaj oni radi gledajo. To je ena stvar v ena. Tako. Potem pa on gleda, recimo, konkretno za YouTube, kaj si ti gledal v zadnjem tednu, kaj si gledal v zadnjem mestu, ti, ne ostali, samo ti, recimo. Kaj si gledal danes, kaj si gledal pred 1 uro, recimo. In te zadeve pa so malo bolj aktivne v samem priporočanju. Zakaj? Zato, ker ravno, smo rekla, cilj je, da človeka držiš pri ekranu. Zakaj? Z velika YouTubea, bolj bo pri ekranu, več je reklam bo videl, več je denarja v šlo in to je pač ena taka zanka, neskončna. Tako da ja, na koncu ta tug of war, rekel, se zgodi čisto na začetku, recimo, ko ti v bistvu ali nekaj časa nisi gledal nič na YouTubeu, pa prideš nazaj, ker se tisti temporarni spomin v bistvu zbriše YouTubeu, te pač avtomatsko vrže na najboljšo stvar, ki jo ima, to je pač tvoj demografski profil. To ne veva nekako točno. Ne, to noben ne ve. Ja, to ti predvidevaš, da po nekem času se resetira. Tako, vse tudi nekaj znanstvenih konferenc je bilo to temo priporočilnih sistemov v znanstvene konference in hodijo ljudje iz teh korporacij tudi tja predstavljati svoje delo.
ampak nažalost zadnji čas je vedno manj. Ne. Vedno bolj skrivajo. Ja, seveda, ne, to so poslovne skrivnosti danes. Ne. Recimo primer, tam mislim, da prva konferenca o priporočilnih sistemih, najbolj znana konferenca REXIS, bila leta 2006. Takrat si imel recimo tam kar na enem izmed panelov kar iz različnih vrst teh velikanov strokovnjake. Ne. Čez čas danes recimo ne, imaš pomen samo raziskovalce, ki nimajo veze s temi velikani. Ti dejansko ne veš, kako recimo deluje YouTube priporočilni sistem, ne veš, kako deluje Spotify, ne. Lahko samo sklepaš. Ne. Zdaj, jaz skupaj svojega raziskovanja, ne, se pravi, bolj smo osredotočeni na procesiranje jezika, pa dokumentov, pa teksta, ne, ampak kot hobi bom rekel, pa spremljam vsa ta socialna omrežja, njihove algoritme. In poskušam v bistvu z večjimi pač sam da si naredim si več profilov, ne, pa z enim recimo. Ti sprogramiraš več profilov? Ne, čisto ročno, ne, ko malo čas malo gledam, ne, pa pol zamenjam profil, pa preverim, ne, kaj bi zdaj se zgodilo, če pa zdaj pogledam neko stvar, ki je čisto izven tega profila. Kako hitro v bistvu algoritem se obesil na tisto. Ne? Vem, da so tudi delali primere z temi teorijami zarot. So za nalaž pogledali en video o temu, da je Zemlja ploščata. In to je pa toliko močen pol, ne, se pravi, ljudje, ki grejo v to smer, ne, YouTube sam te podpre to črno luknjo, ki te posrka noter. V bistvu potem praktično nič drugega sploh niso ljudje videli. Ne. In valjda ploščata Zemlja je povezana s cepivi, z chemtrailsi, z vsemi. Padeš noter, ja. Padeš, ne. In se to je potem, tako smo prej govorila, ne, neka morala tega algoritma. Ne. Ali je to zdaj cool, da on to naredi tebi, ali ne? Ti si tebi moče kolega poslal link, ne, pa si zdaj tam samo kliknil, pa gledal, ampak YouTube je to razumel, aha, ti si to gledal. Ja. Zdaj, konkretno, ne, verjetno gleda tudi, beleži se, sigurno se beleži, kako dolgo si ti gledal video, ne, kdaj si nehal gledati, ne, in na ta način marsikaj lahko ugotovijo z tega, ne. Dostikrat je tudi verjetno, ne, ti gledaš nek video, ti je tako, ok, pa nekdo nekaj čudnega reče, jaz tega več ne bom gledal, pokastiš, ne. Iz tega če lahko oni razumejo, aha, ne, njega je to zmotilo, ne, to je. Aha, misliš, da grejo prav noter v vsebino in že pol mikro... Jaz predvidevam, da ja, ne. Ja. Vem, da recimo Netflix ima kar dovršen priporočilni sistem za videe, ne. Celo do te mere, ne vem, če si kdaj opazil, ne vem, če uporabljaš Netflix. Prav. Bodi moraš pozorni, ne, če gledaš kakšne filme, ki imajo, pač, ti je neki igralec cool, pa gledaš filme tistega igralca. In potem ti priporoča nek film, ker pa je mogoče glavni igralec nekdo drug, ta je tvoj cool igralec, je pa v bistvu ima neko podporno vlogo, ne. Okay. In Netflix ti bo v bistvu thumbnail za film zamenjal, da boš ti videl tistega tvojega igralca, ne. Čeprav ni glavna zvezda. Ja. Se pravi, lahko sistem pol sam dela kar te coverje. Aha, je to dokaj avtomatizirano. Nekaj malega se... Tudi seke imajo, ne? Ja. Tako se nekaj časa gor. Trailer je, hočeš zdaj že nedelno, ne, s poznavanjem obrazov, ne, bi dal tiste dele trailerja, recimo, kjer je tvoj najljubši igralec, no, tako. Jaz z vidika, če smo na Netflixu, ne, pa mi je zanimivo, da gremo tako debato zelo spontano. Ne. Netflix iz mojega vidika uporabniške izkušnje dela veliko napak. Ne. In ena velikih napak je decision fatigue. Ne. To je v psihologiji zelo znana stvar, ki jaz pri sebi opazim, pri vseh frendih, ki se pogovarjam z njimi, ne, da ti priješ na Netflix in si v bistvu bombardiran za količino vsebine. In mislim, da je limit tam 6-7 možnosti, več kot to, ima človek že problem in se raje ne odloči. Ne. Ja, to imaš kdo ne ve, kaj bi gledal. Ja, pa začneš gledati, pa ti je žal, ne, ono drugo bi mogel, ne, in preveč je nekako vsebine, ne, ampak to ne vem, kako bi lahko rešil. Ne. Jaz
bom samo rekel, da verjamem, da imajo dosti strokovnjakov, tudi umetne inteligence, ki se s tem tudi ukvarjajo in poskušajo tudi nekako z svojimi algoritmi izboljšati, optimizirati to izkušnjo. Ne. Čeprav, ja, imajo neke vsebine. Na zadnje, kaj sem videl, tako zanimivo funkcionalnost, ki sem pač opazil, da je nova, je Surprise Me, na Netflixu, pač tisneš nekaj, ne, pa ti bo našlo, ne. Verjetno to bi kar... Verjetno to iz tega izhaja, ne, da ti da manj možnosti. Ne. To je rekel, to je žargonsko, bil neki quick fix, ne, na sestanku se kaj nam naredijo, ne. Pač nekaj takega, da. Ja. Veš, kjera stvar mi je zanimiva, ne, pa zdaj spet moj futuristični razmišlja, ne. Videl sem te že par leta, ne, opazujemo te deepfake, ne. Mogoče preden povem, kaj mi je zanimivo, pa v povezavi z Netflixom, lahko razložiš malo to tehnologijo ali pa kako to deluje, pa kaj to sploh je, ne, za vneka ne vejo. Ja, deepfake je taka zelo zanimiva stvar, ki ima tudi zelo tak nepričakovan začetek, ne. Se pravi, to je v bistvu v mojem vedenju začel nek čist laik, ni bil neki ekspert za umetno inteligenco, pač igral se je z temi manipulacijami slik in video. Ne, pač probaval, ne, nekaj tam učil, tako da bi, ne vem, če zelo laično povem, nekdo v garaži doma nekaj sestavljal, pač, ne. In ja, je prišel v bistvu do tega, da so nastali ti deepfake. Zdaj, kaj je to deepfake? Deepfake je v bistvu manipulacija slike oziroma videa, na ta način, da zamenjaš obraz in pa zdaj v današnjem času tudi zvok, glas. Da ti lahko v bistvu sliko tebe doma, ne, pa v bistvu algoritem preprocesira tisto sliko oziroma video tak način, da da moj obraz na tvoj obraz, zadeva zelo lepo paše, tudi gibanje ust, ne. Tudi tvoj glas bi lahko bil, ne. Tudi moj glas lahko, ne, in to je bolj nekako tudi šlo v smeri teh Snapchat, pa teh TikTok, pa Instagram filtrov, ne, ker se potem tudi lahko kaj zgodi. Ne, se pravi, da delaš story, pa recimo, ne, se manipuliraš, pa čist tista klasična, mislim, da je Snapchat začel z tem, ker se dva snemata, ne, selfie kamera snema, pa ima obraz zamenja, ne, recimo, to je tak čist začetek, ja. Ja, zdaj pa predvsem, ne, zakaj je to problematično, ne, mislim, da marsikdo že tudi ve, ne, ja, ne, fejkanje dobesedno nekih video vsebin z glasom in podobo nekoga, ki tistega sploh ni rekel, ne. Ampak ta primer, recimo, problema imamo že pri slikah oziroma sličicah, ne, ker ko je Photoshop prišel, ne, Ja. smo imeli isto težavo, ne. Prej si zaupal vsaki sliki, ki jo vidiš, po Photoshop eri, ne, si pa tako, a je to photoshopirano. Ja. Že malo se sprašuješ, ne, a je vsebina na sliki resnična, in jaz mislim, da bomo enako z videi. Ja, mislim, jaz mislim, smo že tam, ne, tudi načeloma filmska industrija s tem CGI, pa tem tudi uporabljajo te zadeve. No, Pomladi igralca. Ali pa postara, ne, recimo, tudi, vem, da je bil film, mislim, da je bil Gemini Man, Will Smith, ko je igral, pa to igra mlajšega sebe in pa starega sebe. Pa Scorseseja film na Netflixu so uporabljali. Irishman, ne. The Irishman. De Niro, v bistvu ful postara. Vsi trije. Ja. So v bistvu jih pomladili, pa še postarali, ne. In je v bistvu zelo taka napredna tehnologija, ne. Kaj jo pa sem videl na YouTubeu, je v bistvu dal primerjavo, milijone so uporabljali, da so te videe izpostavili, se pravi, da so postarali pa pomladili, ne, profesionalci. Potem je pa on uporabil nek AI program, pa je on na svoj način to naredil in je bila v bistvu veliko boljša kvaliteta že. Tako po enem letu, ne, je nekdo doma, tako kot si rekel, v garaži, boljšo stvar naredil, kot je filmski studio lahko naredil. Ja, in to je danes tudi pač realnost, ne. Takšne aplikacije obstajajo, ti lahko daš sliko svojo noter, daš video predsednika države, pa se deepfakaš v bistvu gor, ko da ti to govoriš. Zdaj bom jaz Luka to rekel, ker taka montira, da naredi en primer mene pa tebe. Ne, da naj jo zamenja, ampak neko znano za par sekund, ne. Da, se je tudi dosti primerov tega, recimo,
Joe Roganov podcast ima ogromno videa, ne, njegovega obraza in glasu. In je prav v bistvu podatkovna zbirka, ki jo lahko preneseš in v bistvu uporabiš njegov glas pa njegovo podobo na svojih slikah, na svojih videih. A si videl tisti podcast med Joe Roganom pa Steve Jobsom? Ne, nisem. Ja. No, to je bilo na Twitterju, mislim, da prejšnji teden, full sharan. In v bistvu je umetna inteligenca je naredila sledeče. Uporabila je Joe Roganov glas, ker je imela podatkovno bazo, tako da lahko Joe Rogan karkoli reče. Jaz lahko napišem stavek, ne, in Joe Rogan bo z glasom to povedal. Za Steve Jobsa so enako naredili, potem pa so še pustili AI-ju, da sam zgenerira pogovor. Ja. Kakšen bi bil med Joe Roganom pa Steve Jobsom, če bi bil še živ. Ne? Ja. In v bistvu imaš 20-minutni podcast, ker se ona dva pogovarjata, Ja. in noben ni scenarija napisal. Ne? Tako. In je čist, pa verjetno ima kar neki smisel, ne, to, kaj se... Ma smisel, je še kar klanki, ne? Veš, da je malo čudno. No? Vidiš, da je nekaj čudnega, Nekaj ampak čudno, ja. tak, če bi recimo spoliral nekdo ročno še zraven, pa je to. Ja. To je, bom rekel, problem lahko. Ja. No, lahko je problem, ali pa, če gremo nazaj na Netflix, zdaj jaz to vse povežem skupaj. Ne? Zdaj, ko smo mi dva rekla, Netflix ima neke fiksne vsebine, ki obstajajo. Filmi so takšni, kot so. Za mene je film isti, za tebe je film isti. Game of Thrones epizoda je za mene ista, za tebe je ista. In mi se pa pogovarjamo, a nam je všeč bil ta ending, a nam je všeč bil ta plot twist, in imamo neko debato. Ne? Zdaj pa, če se mi predstavljamo s temi priporočilnimi sistemi, da ko jaz gledam Game of Thrones zadnjo epizodo zadnje sezone, se ta vsebina meni prilagodi. Se pravi, z umetno inteligenco, z deepfake, igralci nikoli sploh tega niso izrekali, nikoli te scene ni bilo, ampak jaz vidim konec samo tak, ki bo meni najbolj všeč. Ja. In ti vidiš svoj konec. Ne? In zdaj tako, Netflix sploh ne bi bil več nek primarno priporočilni sistem ali pa neka platforma, kjer fiksne vsebine obstajajo. Bolj generator, ne čez... Generator vsebine. Ne? In zdaj, če to prepletemo, zdaj, ki zadnja leta, kar vidimo na TikToku, algoritem meni vsebino, ki je nekdo naredil, predlaga, kaj pa, če bi se vsebina za mene ustvarjala? A ne? Jaz mislim, da nismo 20 let stran od tega, ne? Mi smo 10 let stran od tega. Ne? Pa bom si upal trditi, da smo kar 5 let stran od tega. Ne? Smo kar blizu takim zadevam. Po mojem, ne, se takšne zadeve tudi aktivno uporabljajo, recimo za kakšen fake news ali kaj takega, če sem malo teoretik zarote, ne, če ste njegovo kožo. No. Ker dejstvo je, da se to dogaja. Dejstvo je, da nekdo pač sproducira lahko fake video, fake pogovor, ne, in to objavi. Ne rabi dosti časa, da pride do tega, da neka medijska hiša to pobere, če ne preveri tega, ne, objavi vse posod in nekdo ima lahko veliko škodo zaradi tega. Ne. Tukaj znova neka morala in etika takšnih orodij je tukaj prisotna. Ne. Jaz vedno probam nekakšen način s tem. Ne. Pač nož je lahko človeku orodje, lahko pa orožje, ne, se pravi, je lahko škodljiv. In pač tu se, tako smo že prej, mogli pogovarjati malo, ne, kaj je prav, dokot se sme, dokot se ne sme, kaj pustimo, kaj pa ne, ker konec koncev, inženirji lahko naredimo karkoli, tak sem že povedal. Ne. Če daš dovolj časa inženirjem, pa dovolj denarja, bo naredil karkoli. Vprašanje je samo, če je tisto karkoli dobro na koncu za širšo sliko. Ne. Ja. Kaj pa je tvoje mnenje glede tega, kar si glih omenil priporočilne sisteme, pa ker se s tem ukvarjaš? Pa si rekel, da so začeli te velikani, korporacije, kaj imamo v mislih? Meta, se pravi Facebook, Google, Amazon, ne vem, lahko je tudi Alibaba, Spotify. Dobro, Spotify je moralno, po mojem mnenju, manj rizičen, ker je muzika. Ja, imaš tudi teorije, ne, da določena glasba v človek vzbudi emocije. Recimo, če nekdo nagne samomorom, za
zaželi poslušati neke slabe pesmi, si recimo ne želiš, da ti naredi playlist o 100 depresivnih pesmi. Ne? To je res. Ja. To so Nisem dejansko- pomislil, da primer, ampak ja, verjetno obstaja tudi tam. Tukaj so določeni mehanizmi, recimo konkretno za ta primer, vem, da Instagram ima mehanizem, če ti recimo gledaš hashtage, ne, hashtag sad, kill myself, če gledal, on ti da neke rezultate, ampak če vidi, da si ti, ne vem, 3 ali pa 5 jih že pogledal zaporedno, ne, ali pa si kjerega lajko, ali pa kaj takega, dobiš obvestilo, je vse v redu s tabo, hočeš poklicati koga, ne, nekaj zadeve so tukaj, ne. Zdaj, če Spotify to recimo upošteva, ne vem, noben ne ve, bilo samo tam, ne. Ampak, Ja, za te korporacije pa algoritme, ki jih skrivajo, ne, če bi ti imel moč ali pa če bi ti imel možnost, da bi na zakonski ravni ali pa na državni ravni opredelil nek zakon, a bi dal ti zakon, ki se glasi, da morajo biti algoritmi transparentni. Se pravi, da morajo biti avtomatsko open source ali pa samo, da mora biti zelo jasno v pogojih spisan točno, kako ta algoritem deluje, ali ne. Jaz mislim, da z temi GDPR določili se je naredil kar veliki korak k temu. Pozitivno smer. Ja, seveda, ne. Bom pa rekel tak, ne, zdaj, da bi pa nekdo te algoritme dal open source ali pa da so javni. Mislim, da bo težko doseči to, ne. Lahko vedno reče, to je poslovna skrivnost, to ne, cel moj biznis model temelji na tem, ne morem tega dati. Ampak ja, so jih pa seveda zategnili na drugi način, ne, ravno s tem GDPR, se pravi zdaj, ne, če želi nek priporočilni sistem delovati, dejansko mora uporabnik se strinjati s tem, da se pobirajo njegovi podatki, da se ga spremlja, ne. Podatki so ločeni, bolj manj kaj mislih, Aha, kak algoritem deluje? sestavina, midva greva zdaj v trgovino in vzemava juho v vrečki. Mi imamo zakon, da mora pisati od zadaj, kako je ta juha sestavljena. Oni se ne smejo sklicevati. Recepte juhe je moja poslovna skrivnost. Ja, Zato, ker to vpliva na moje zdravje. Ne morejo oni dati, zdaj sem govoril tudi na TikToku o heroinu, a ne. Zakaj pa jaz ne smem dati v čokolado heroina, a ne? To je dobro za biznis, a ne? ja. Pa to moram skriti, a ne? Zato, ker moji konkurenti čokoladnice ne smejo vedeti, da imam jaz to skrivno sestavino heroina noter, ne. Jaz mislim, da ne vem, filozofsko, moralno, ker razmišljam, ne, ta algoritem vpliva na moj dopaminski sistem vedno bolj podobno, kot bi heroin vplival na moj hormonski sistem, ko zaužim čokolado, ne. In tako po neki logiki bi se mi zdelo smiselno, da bi se te stvari lahko razkrile, a ne, tako kot se sestavine v hrani. Ja, se strinjam, ne, s tem primerom, ko si ga povedal, recimo z juho, ne, so sestavinami hrane, ne. Zdaj pač algoritem ni hrana, ni nekaj takega, kar ti zaužiješ in ti je lahko slabo potem, če je kaj čudnega noter. Je pa ti lahko slabo, ne, z drugega vidika, ne, se strinjam. Ampak pač, ne vem, mislim, da je enostavno zadeva še dovolj nova, da še nismo razmišljali o tem z tega vidika, ne. Ja, se strinjam, bomo mogli začeti tudi z tega vidika razmišljati o teh zadevah, ne. Ker vpliv imajo te zadeve, ne vem, pač jaz recimo pri svojih študentih opažam, zdaj že v bistvu 10. leto sem asistent, tako da imam nek razpon, ne, generacij, recimo tiste začetniki, ki sem jih imel, ne, so imele mogoče nek fokus dalj časa, ne. Današnje generacije 5 minut lahko razlagam, pa moram nehati razlagati, moram nekaj vprašati, moram narediti neko interakcijo z njimi, ne. Tudi navodila, ne, prejšnji 10 let na rovi generaciji si dal A4 list bez navodil, tu pogledajte, preberite si, so šli skozi, še si dal kako vprašanja, ne, iz konca navodil, kako se to naredi, ne. Danes noben ne prebral dalje od prvega odstavka. In to misliš, da je zaradi te tehnologije, ki nam jemlje fokus? Ja, pač telefoni, ne, vse, če pogledaš, ne, kateri videi so najbolj popularni, TikTok, koliko je limit videa, ne. Ni več minuta. Ja, ne, ampak ja, razumem, kaj misliš. Vedno krajša je vsebina. potem opažam tudi pač eno tako obnašanje, bom rekel, no. Recimo glasovna sporočila čisto na WhatsAppu,
ljudje jih poslušajo na 1,5 krat hitrosti. Ne. Posluša nekdo podcast, posluša na 1,5 hitrosti. Način je, vsaj damo vse na hitro, ne, čim prej samo. Ne. In sumim, da pač ima tudi neki vpliv, ne, tudi te aplikacije ima potem tak vpliv, ki pa zdaj, ne vem, ugotoviti moramo, če je to v redu ali ni. Ne. Za nekatere stvari rabiš fokus, ni v redu. Tudi opažam, recimo pri študentih, dostikrat so površni, ni fokusa, niso razmislili o vseh, ker se jim je mudilo mogoče. Ne. Ampak se pravim, to je moj pogled, res specifičen pogled za neki situaciji. Širše gledano, ne, se mogoče to ne opazi tak fest, ampak mogoče pa še čez par let bo, ne. Tako da, ja, jaz sem takoj za to, da se je treba o tem pogovarjati, pa razmišljati tudi o teh zadevah, narediti par študij, recimo, ne, to predvsem kakšni psihologi pa sociologi pridejo zraven lahko, ne. In pač preverimo zadeve, ne. Ne bo pa rekel, ne, ta mladina non-stop telefone gleda, ne, nič ne dela, ker ni res, enostavno ni res. Moram v bistvu, če smo že pri tej temi, moram kar pohvaliti te mlajše generacije, so bolj, se mi zdi, odprti, bom rekel. Več sprašujejo, vsaj po mojih izkušnjah. Niso bolj, grem v šolo, ne, pa bom to bil, pa samo to, kaj mi rečejo, delal, tako moče, ko sem jaz, moja generacija, nekaj spodol taki občutek, ne. Ampak so bolj tak, jaz sem v šoli nekaj posoje probal, ne, pa nekdo vidi, to pa je fajn, ne, to pa je cool si to naredila. To pa recimo gre pa vpraša, ne, profesora, kaj vredu čas tako naredim nalogo, ne, ni čisto po navodilih, ampak vem, kaj je poanta, vidim, da je poanta, nekaj po svojega. Bolj širše. Ja, recimo, ali pa, tam je malo drugačen način. Se mi zdi, da ta kontakt je malo bolj, se pravi, zopet, po mojih izkušnjah, ne, se sigurno najdejo kateri iz drugih fakultet, asistenti in profesori, ki bi rekli, vprašaš so, kaj vprašanja ni vprašanje. Ampak ja, vsaj po mojih izkušnjah, hitro pridemo v kakšne debate, tudi širše, potem. In ja, se mi zdi, da so, čeprav mogoče nimajo toliko fokusa zaradi teh zadev, so pa na drug način mogoče bolj aktivni. Zdaj, ali je to neka naravna progresija, ne, naravna stvar, da tam ni fokusa, tam pa bomo zdaj zaradi tega nekje drugje malo bolj aktivni, ali to kaj druga, to pa ne morem povedati, nisem strokovnjak, ne. Kaj pa glede inteligence, kaj vidiš sicer 10 let je tako dosti srednja doba, ne? A se ti zdi, da so pametnejši od prvih generacij? Ja, zdaj pametnejši na kak način. IQ. To bi zdaj tak, ne, inženir meni pravi, da bi mogel narediti z vsemi IQ test pa primerjati, ne. Ja. Ampak v filmih pogovarjamo. Ja, čak čez prst, če bi pa povedal, jaz mislim, da ni neke razlike. Gre se pač samo za to, da 10 let nazaj marsičesa ni bilo, danes pa je. Primer, daš nalogo 10 let nazaj, nikjer ne piše, kako se naloga reši, ker je zadeva dokaj nova, recimo. In se dejansko človek, ki rešuje to nalogo, sam poglobi, res gre mogoče v knjižnico, ne, gre gledati, tako, ne. Danes, ne, imaš YouTube, pišeš prve 2 besedi v nalogi, tutorial, ne, piš enega indica, ki ti vse razloži v nulo, ne. Bistveno lažje so dostopne informacije. Neverjetno. Zato jaz tudi vmes nekje 4-5 let nazaj naredil en preobrat pri svojem načinu učenja. Do takrat sem nekako dal, to so naloge, rešite jih. Zdaj pa, ker pač načeloma nekdo lahko dobi to nalogo, takoj pa reče, jaz sem rešil, ne, samo daj mi oceno, pa to ni poanta učenja, ne. Poanta učenja, da ti razumeš, ne. Začel v bistvu tudi na samih zagovorih malo več o konceptih spraševati, je to del ocene, ne. Ti jo moraš zagovoriti, ne. Vse sicer dela naloga, ampak ali jo ti razumeš, ne. Ti razumeš, zakaj si jo tako naredil, ne. Tudi če si jo skopiral, na koncu koncev. Konec koncev, ne, delamo nove inženirje računalništva, ker je tudi sam malo, ker si v tem
vsaj delamo v teh vodah, veš, kako poteka workflow, ne, nekega programerja. Kaj moraš programirati? Aha, to Stack Overflow, kako se to naredi, copy-paste, ne. Kar ima svoje prednosti, pa nima jih, ne. Kaj se pa odločujejo programeri med sabo. Tako. In pač mi si želimo, ne, da imamo tiste, ki ne grejo vedno na Stack Overflow, pa samo copy-paste naredijo, ne, ampak si želimo tiste, ki mogoče to naredijo, pa pogledajo, da to se da boljše narediti. Damo to mogoče skopirati, preučiti, pa malo spremeniti, pa potem priti do boljše rešitve, optimizirati. Ja, veš kaj, zdaj bom malo skrenil z osrednje teme, ne? Ker sem dobil v bistvu neko vprašanje v glavo. Glizanc je bil na neki oddaji in smo se pogovarjali smo se o zaposlitvenih možnostih, pa prihodnosti dela, delovne sile, future of work, ne? In sem jaz dosti izpostavljal, da je IT področje eno izmed področji, ki bo prosperiralo še naprej v prihodnosti, mogoče vedno bolj, ne? In pa smo se dotaknili programerjev, pa tega poklica, ne? In jaz tudi zadnjih recimo 10 let že delam v biznis svetu, ne? In delal sem s programerji, ki so imeli šolo, pa ki niso imeli šole, ampak ne vem, kaj je tvoje mnenje, glede na to, da si zaposlen na fakulteti, a je to neka smiselna smer za nekoga, ki bi rad bil programer ali pa delal v IT-ju, a ne? Ker tukaj res vidim, da se v biznis področju izključno gleda na skillse, a ne? Se pravi na veščine pa na dodano vrednost. In doskrat, a ne, vidim samouke v biznisu, ki so ultra uspešni, a ne? Pa doskrat vidim ljudi, ki so naredili fakulteto, ampak nimajo nekega zagona, ne? Tako da, ne vem, tvoje mnenje okoli tega, ne? Koliko dodane vrednosti ima vaša fakulteta? Bom vprašanje nekako v 2 točkah govoriti, ne. Se pravi, prvo, kot nek samouk, ki sem začel pred 12 leti, ne, pač sklepam, ne, da nekdo dobi veselje do računalništva na podoben način kot jaz, prej samo, ali ima v kontaktu z nekimi igrami, pa ga zanima to. Pa prej so YouTube omenila, ker je vso znanje gor, ne? Tako, ne, mogoče kaj vidi, pa ga zanima, kako narediti, ne, če bi rad svoj YouTube naredil, kaj pač neka ta žilica, ki ga vleče, zdaj. In ja, zdaj imaš ljudi, ki se zdajo sami vse naučiti, pa so super, pa res grejo v detajle, ampak mislim, da je to zelo specifičen tip človeka, ki je tega zmožen. To mora biti ogromne neke discipline, res pedantnosti, natančnosti, ne. Neke kvalitete, kot človek moraš imeti, da res kot samouk, zelo na visoki nivo prideš. Kar se tiče tistega, ne, ja, pride nekdo z fakultete, pa manj znanja kot nekdo, ki je samouk, recimo. Tu so zdaj jaz vidim neke 2 možnosti, ne. Ali tak človek mogoče ni bil dovolj motiviran, da bi se več naučil, pa mogoče tudi fakulteto tak zbral, ker je pač to bila edina možnost, ne. Pa je recimo, ok, samo da imam diplomo, nekaj sem že zaposlil, pa IT je kar tak, tu bom dobil službo, ne. Če ne druga kot nek tester, pa kaj takega, ne. To je ena možnost. Druga možnost pa je, ne, da enostavno šolski sistem ni naredil svojega dela, ne. Se pravi, da kvaliteta študija ni bila ustrezna, ne. Zdaj jaz mislim, da v Sloveniji, ne, imamo zelo kvalitetne študije računalništva, tako v Mariboru kot v Ljubljani. To tudi v bistvu kažejo določeni kazalniki. Predvsem pri zaposlitvah, ne. Se pravi, naši ljudje odhajajo v tujino, to hočem povedati. Ampak ja, mislim, da je na koncu bolj odvisno od človeka, no, kak si sam, če si ti res zagret za neko področje, pa si lahko, ne vem, medicinska sestra, pa te zanima programiranje, pa te res zanima, ne, ti greš v to v prostem času, to se naučiš. Pa če imaš tisto disciplino, ne, in vse to, mislim, da lahko prideš zelo daleč.
bom pa rekel, da imaš bistveno boljše možnosti, če si taka oseba, pa se udeležiš kakšnega študijskega programa računalništva. Mislim, da imaš tudi boljše okolje, da zrasteš na tem področju. Zdaj konkretno govorim za mariborsko fakulteto, ker pa če poznam na Ljubljanski, žal nisem študiral, ne. Vprašanje, če je to žal, ne. če se malo pošalim, ne, ampak ja, jaz mislim, da imaš dovolj nekih trenutkov tekom študija, tako do diplomskega, kot tudi podiplomskega, magistrskega, mislim, ne. Pa tudi na višji stopnji doktorata, če bi šel v to, ne. Da te v bistvu študij sam prisili, da greš do neke meje, pa vidiš, kaj te zanima, pa dejansko tudi potem, če malo stisneš zobe, ne, pa rečeš, ok, to je zelo res težko, ne, ampak ko te nekdo nekaj vpraša, potem pa si enciklopedija o tistem. Nezavedno se tudi moče vprašaš, misliš, kot jaz toliko vem, ne. In je čist pač mogoče študij tak naravnan, natempiran, intenzivno, kar vsaj za našega zemljeko, kar zahtevno za študente. Si upam trditi, da je med top 3 najtežjih študijev v Sloveniji. Tako da, najtežjih v smislu po tem, koliko v bistvu nekega truda mora študent vložiti, pa časa, ne. Recimo, če govorim iz mojih izkušenj, jaz stavim res non-stop delal te vaje, pa predavanja gledal, pa to in zdaj nimaš časa, da bi šel na študentsko čave, nimaš. Zabavo za revanš. Da boš razumel. Ja, tako je. In ja, nimaš tega časa, po drugi strani, ne, si mogoče misliš, ja, malo mi je žal, ne, da nisem malo več prostega časa na ta način preživel v študentskih letih, po drugi strani pa, tisti čas je šel v dober namen. Danes se to pozna in zabavaš se lahko tudi danes, recimo. Vse tudi znanje lahko dobiš danes, ne, ampak mogoče nekdo danes ni na fakulteti, več ni več tistem okolju, ki ga res lahko izkoristi. Pa možgani so tudi drugačni v 20-ih, kakor so v 30-ih, z vidika sposobnosti absorbiranja informacija, ne, pa dojemanja, ne. Saj to je pa znanstveno jasno, ne. Ja, tako da tiste 20 do 25 je fajn izkoristiti tudi za učenje, ne. Neke veščine ali pa nekih znanj pridobivati, ne, kad je pol. Mislim, sej, učimo se tak celo življenje, ne, vedno se učimo, ampak se mi zdi, da ja, v tisti leti je malo lažje, ne, nekak, če nimaš toliko odgovornosti, ali ne hodiš v službo še, ne, kaj takega, ne plačuješ svojih računov, čisto vseh, bom rekel, ne, če samo telefon plačuješ, ne skrbiš o, ne vem, preživetju, ne, kaj boš pojedel, ne, da če imaš dovolj za hrano, če boš spal pod streho, ne, pač to nekako imaš, ne, vsaj upa, ne, da ljudje imajo to, ne, strani svoje družine. Tako da ja, jaz vedno rad potegnem tukaj neko analogijo, pa študentom reče, vete, prav ne delate, niste v službi, vaša služba je v bistvu študij, jemljete študij kot službo, ne. Neko obvezo bodite disciplinirani, ne, in mogoče, da tukaj takih pač tudi sem sam, ne, meni je disciplina in res tisto neko vodilo v življenju, ne. Sem tak zelo rutinski človek, imam rad vse nekako pod kontrolo, ne. Tako da ja, to bi tudi, ne, če verjetno imaš tudi mlajše poslušalce, študente, pa v bistvu so kogarkoli, mislim, da se splača vzeti nekaj časa, pa razmisliti o lastni disciplini, pa narediti nekaj od tega. Vsaj mene je to daleč pripeljalo, ne samo v strokovnih, pa znanstvenih vodah, tudi osebnih, ne, imaš neke zadeve, ne, rečeš, rad bi shujšal, ne, rad bi malo več mišic, ja, treba se usesti, pa narediti plan, pa iti, ne, pa biti discipliniran, se držati plana. Ker napredek, tudi če je mali napredek, ne, če se zopet vrnemo na umetno inteligenco, se podobno uči, ne, malo po malo se uči, isto je tukaj, ne, malo po malo napredek, v koncu, ne, je napredek ven. Ja, zapravo programiraš na nekak način sebe, ne, da si boljši sistem s časoma. Če gremo nazaj na umetno inteligenco, jaz sem nekaj preveril, sem se kot Kjero
razvoj pač na tem področju. Kera stvar te v zadnjih letih tako najbolj impresionirala, ali pa te danes najbolj impresionira, ali pa misliš, da je najbolj tako neka taka pomemben preboj bil na področju umetne inteligence? Zdaj, napačnega si to vprašal, ker mene vse impresionira. Sprav te nič. Bom rekel, ne, zdaj ukvarjam se ravno z procesiranjem jezika bolj in leta 2018 je v bistvu prišla na sceno nova arhitektura nevronskih mrež, ki se imenuje Transformer. Lahko razloživa procesiranje jezika, prej sva nekaj omenila, pa machine learning, se pravi, kaj si že rekel v slovenski izraz? Strojno učenje. Strojno učenje. Ja, procesiranje naravnega jezika, oziroma obdelava naravnega jezika, če smo čisto slovenska, ne. Gre v bistvu za računalniško obdelavo teksta ali pa zvoka, tudi, ki predstavlja človeški govor oziroma človeško napisano besedilo. Se pravi, tukaj poskušamo zdaj iz nekih dokumentov dobiti tekst in iz tistega teksta v bistvu izluščiti, o čem se gre ta tekst. To je tako zanimivo, fajn meni, no. Pod področju umetne inteligence, ker v bistvu simuliraš človeško branje, ne. In pa, če lahko bereš, če lahko tudi pišeš. Se pravi, tako smo še tudi tega dotaknili naprej, ko smo govorili, da je neki scenarij za podcast napisal, da gre za obdelavo naravnega jezika, ne, kjer v bistvu ti daš neke ključne besede in zadeva sproducira nek tekst, ki ima smisel, ki je, ne, upaš, da v bistvu, da nekdo ne bi mogel razumeti razlike med tistim, pa med nekim človeško napisanim. Spravi, da zgleda, kot da je človek. A se temu reče Turingov test? Ja, Turingov test je nekako povezan s tem, ne. Spravi, Turingov test je v bistvu ugotavlja to, ali tista umetna zadeva se lahko proda, ne, kot človeka. Tako, lahko prelisičiš človeka, v bistvu, da ti zadaj človek, če človek ne vidi, kdo je to. In danes, ja, to se vidi že marsikje je tak napredek, da v bistvu, da Turingov test prestane, ne. Se pravi, ja, to je obdelava naravnega jezika, ki ima več različnih podpodročij. Gre tukaj lahko, ne vem, iz teksta razbereš na podlagi besed, pa stavkov, pa vsega tega, o čem se gre, pa narediš povzetek. Pa lahko v bistvu samo definiraš, za katero področje gre, ne. Se pravi, če zadeva govori o, ne vem, računalništvu, daš v bistvu tag računalništvu, ne. Avtomatsko, ne. Potem zanimiva zadeva je tu recimo analiza sentimenta, se pravi, kako bi rekel, kakšne volje je bil tisti, ki je pisal ta tekst, ne, se pravi, ali je to pozitiven tekst ali negativen tekst, če ne, mogoče pozitivno stvar daje poudarek ali negativno, to recimo pri kakšnih recenzijah izdelkov, ne, na Amazonu, kaj, ne. Ogromno nekih podnalog je, ne bi da prej šel v detajle, ne, ampak ja, s tem se pač to področje ukvarja, ne, celotno lingvistiko, lahko rekel, ki jo je potem en aspekt umetne inteligence, ki je danes potem vidimo v pametnih asistentih, chatbotih, ne, in pa ne samo to, ne, tudi čisto razni algoritmi, tako se že omenil, mogoče da kakšne dokumente priporočajo. Pa to zdaj niti ni vezano na neke dokumente, lahko je video, ne, pa iz videa zvok prepozna, pa naredi podnapise, pa iz tistih podnapisov potem dalje črpa, pa ne. Se pravi, kar tak en cevovod je, ne, neki workflow se lahko naredi iz tega. Kaj smo še rekla? Nevronske mreže, strojno učenje. Aha, se pravi, kar začnemo s strojnim učenjem. Strojno učenje je pač postopek, s katerim, ne, stroj v bistvu se nekaj nauči. Iz načeloma nekih zdanih vzorcev,
če mu damo dan vzorec pa pričakovan rezultat, se on s postopkom strojnega učenja načeloma nauči nekih pravil, ki povezujejo nek problem z rešitvijo in načeloma to hrani v neki taki strukturi, abstraktni rečimo zdaj. In če daš ti nek nov vzorec v to abstraktno strukturo, je izhod načeloma neka tista rešitev, ki je smiselna za to. Bolje uspešen, mislim, večkrat bo dal takšen sistem neko pravo rešitev, bolje to uspešno naučeno. To, da smo zdaj opisali nadzorovano učenje, imaš pa tudi nenadzorovano učenje, kjer pa ti rečeš, to so podatki, nauči se pravila, nič ti ne dam. Spravi, po domače vržeš otroka v bazen pa splavaj. In tudi tukaj so zadeve tudi zelo, zelo dovršene danes že, imaš takšne sisteme, ki bolj ali manj jih uporabljaš z vidika, to imamo, ne vemo, zakaj tako deluje, a dajmo neko takšno umetno inteligenco, naj nam najde ta pravila, pa bomo če bolj razumeli, zakaj tako deluje. Se pravi, tu gre za čisto iskanje nekih novih povezav med problemi in rešitvami. In dosti krat tukaj pridemo do novih, v bistvu, novih spoznanj, nova znanja, novo znanje nastane. Recimo, če smo šli v tem, mogoče nedolgo nazaj je bila novica Alfa Tenzor, če poznaš, se pravi, šlo za neko tako zadevo, ki je poskušala optimizirati množenje matrik. To je v matematiki taka zelo pomembna operacija. Je to alfa, to je od Google? Tako. Ja. Alfa Tenzor je v bistvu našel nek algoritem, ki je od trenutno najboljšega, to je Strassenov algoritem za množenje matrik, boljši kar za nek faktor, katerega nismo prej poznali, zdaj pa ga poznamo. In mislim, da še dalje šlo to celo, da je zadeva vezano na strojno opremo, torej, če zaženeš procesorju, optimiziral tisti algoritem pa delovanje, oziroma poskušal najti najboljši algoritem, ki bo deloval na točno tistem dotičnem procesorju, če je to grafična kartica, recimo, na grafični kartica se dostikrat te matrike računa, bo pa v bistvu za tisto optimiziral, ker mislim, da so dali, zdaj, mogoče se motim, pa se opravičujem, če se motim, ampak mislim, da je bila tista glavna metrika samo čas, kako dolgo traja, da zračuna dve matriki med sobom. Kar je mislim, super, fantastičen rezultat. V bistvu ti rečeš, to imaš v čim krajšem času, delaj. On se prilagodi procesorju, Tako, svojemu okolju. Okolju se prilagodi na najboljši možen način in pol doseže cilj. Pravi, to je čisto tak, zdaj bolj na splošno strojno učenje, pravi, se samo postopek, na kak način se naučiš. Torej, ali se naučiš z nekim danjem, primerom in rešitvijo, s tem rečem učitelj pa učenec, pa del, učitelj daje učencu naloge, mu pokaže, to je pravo, učenec tako uči, ali pa čisto splavaj. Pravi, nenadzorovano učenje. Zdaj nevronske mreže so pa en izmed možnih algoritmov umetne inteligence, ki pa poskušajo čim bolj simulirati človeške možgane. Se pravi, v računalniškem inženjrskem smislu gre za v bistvu simulacijo teh nevronov, ki jih imamo, aktivacijo teh nevronov z nekimi matematičnimi funkcijami in pa v bistvu hranjenju tega nekega znanja v nekih internih strukturah, ki jih potem imamo, konkretno so to neke uteži, ki jih potem shranimo. In rezultat nevronske mreže, oziroma nevronska mreža kot taka, ki je naučena, je rečemo model in bolj manj potem uporablja kot črna škatla. Ta še nekaj na vhodu, vrne nekaj na izhodu. Nevronska mreža je načeloma specifična, se pravi, jo naučiš za neko točno določeno nalogo. Če rečeš, tukaj imam žoge z različnimi barvami, nauči se, katera barva je žoga. Žogo, ti pa mi povej, katera barva je. To je čisto taka klasifikacija. Pravi, nevronske mreže načeloma v osnovi
so tako zasnovane, vsaj v preteklosti bile, ne, da so v bistvu reševali samo en specifični problem, vedno bolj pa se tudi pač gibamo v tej smeri, da delamo neke zadeve, ki znajo več stvari hkrati reševati, sploh neki splošni umetni inteligenci. Kako bi rekel, da imamo en model, eno evropsko mrežo, ki pa zna več problemov rešiti, ne samo enega. Se pravi, a to govoriva, sam preverjam, če govoriva o ozki inteligenci, pa široki. Tako, se pravi, z aplikativnega stališča danes so nevronske mreže bolj še vedno na ozki, se rešuje en problem specifični. Tisto, kar pa je splošno, pa stremimo k temu. Recimo, en tak primer, mislim, da si mi tudi ti v uvodnem mailu izpostavil AlphaZero. Recimo Google produkt, bom rekel, ki zna v bistvu najboljše na svetu igrati šah, najboljše na svetu zna igrati Go, pa še nek League of Legends. To so tudi Dota, pa mislim, da še Dota, celo tisti neki japonski šah, neka svoja pravila. V več igrah je najboljši na svetu. Se pravi, in to so različne igre, nima istih pravil. Nekdo bi lahko rekel, šah pa tisti japonski šah podobno preveč. Recimo Go je čist druga igra, Dota je čist druga igra. Ja, se to, v bistvu obstaja en dokumentarc na Netflixu, AlphaGo. Ja. AlphaGo je bil sistem, ki je bil narejen za igranje Go igre. To je neka kitajska, japonska, starodavna igra z nekimi ploščicami. Mnogo bolj kompleksna od šaha. Ja. In je ta sistem je premagal najboljšega človeka. Tako kot se je 30 let nazaj zgodilo z Kasparovom in DeepMindom. Deep Blue. Deep Blue, ja. Ampak to so vedno govorili in tem dokumentarcu dobro razložijo, da gre za ozko inteligenco. Se pravi, ta Deep Blue je bil narejen izključno, se pravi, ta algoritem je bil narejen izključno za šah in je pač premagal tega Garry Kasparova, ki je bil takrat najboljši šahist na svetu. Zdaj pa AlphaZero, je pa v bistvu kako si rekel, splošen algoritem, ki se je naučil igrati šah, premagal Deep Blue, premagal vse, kar je bilo pred tem. Potem se pa naučil Go igrati in je premagal AlphaGo. AlphaGo, tako je. In je v bistvu to zanimivo, kako je v bistvu en sistem, ki ni bil specializirano narejen za eno stvar, premagal sistem, ki pa je specializirano narejen za eno stvar. Ja. To je ta napredek, ki smo mu priča. Zanimivi časi so pred nami, kaj se tega tiče. Ja, pravim, ta zadeva bo samo rasla še. Zdaj, zaenkrat so to neke igre še, si tudi tisti Watson, IBM, Jeopardy igro odgovarjal. Kviz. Tako, in zdaj, glede na to, da se v bistvu področje tega razpoznavanja in obdelave jezika, tako govornega kot pisanega, z letom 2018 nekako eksplodirala s to neko novo arhitekturo nevronskih mrež. Jaz mislim, da samo vprašanje časa, kdaj bo novi Watson nastal, v bistvu znal vse te kvize rešiti optimalno, pa ne vem, se pogovarjati, pa odgovore dajati v govorni obliki, v obliki glasu, brez nekega zatikanja, boš mislil, da človek stavlja. Ja, to so ti sistemi zadaj, ki ne vem, nas čakajo. Prihodnost bo zanimiva. Naslednjih 5 let bo sigurno zelo zanimivih na tem področju. Ja, mislim, se sigurno jaz vedno dam primer, v takih debatah, primer kalkulatorja. Mislim, kalkulator je izredno boljši v vseh pogledih računanja od človeka. Ampak je v njemu noter so luči ugasnjene, ni razmišljanja. Zdaj pa čisto tako je neko vprašanje, ki je lahko zelo naivno. Kako ti
gledaš na zavest. a ne. Človeško zavest je prav to, da jaz zdaj lahko rečem za sebe, ne, izključno za sebe, da obstaja neka izkušnja, ki je izkušnja, ki jo jaz zaznavam. Ne. Se pravi, jaz vem, da imam jaz neko izkušnjo. Ne. Zdaj pa, če pogledamo sisteme zdaj, nekako z neko gotovostjo lahko rečemo, da ta sistem nima izkušnje zaznave samega sebe ali pa sveta. Ne. On v bistvu upravlja neke naloge, za katere je bil sprogramiran. Ja, se pravi, Da bi lahko bile luči prižgane znotraj tega sistema, ne? Znotraj nekega kompleksnega sistema. Iskren odgovor ne vem. No, se to je edini pravilen odgovor. Ja, zdaj, ne vem, jaz tak čisti iz inženirskega vidika, ne, če razmislim, ne vem, bi rekel, ja, je možno, ampak znova bo to nek drug sistem, ki bo simuliral to, ne, pa mogoče Sam pravo simuliral. tisto, ne. Vsaj začelo se bo verjetno tako, ne. Prav boš imel neke odločitve, ne, če hočeš, mogoče moralno, ne, knjigo, po katerih naj dela in kaj naj dela. Zdaj, če smo tam, zaenkrat sigurno ne, razen če se v kakšnih res odročnih laboratorijih kaj čudnega dogaja, ne, ampak točno dvojen. Drugače pa ja, mislim, da zaenkrat, ne, ko imamo res te specifične, rekel, umetne inteligence, Oske. tako, ne, na različnih področjih, in naravna progresija je, ok, zdaj smo te probleme rešili, ja nič, gremo dalje, ne, dajmo te zadeve združevati med sabo, dajmo mogoče narediti neko interakcijo med temi različnimi modeli umetne inteligence, ne, pa bo recimo en znal zgenerirati govor, drug bo znal napisati to, kaj nam on pove, ne, nekdo bo pa znal, ne vem, potem vse skupaj še klasificirati. Ko možgani, ne, Tako. različni deli za različne In stvari. zdaj, tu imamo zdaj recimo, sem za govor povedal, ne, ampak imaš pa še cel drug aspekt računalniškega vida, ne, ki simulira oči, ne, kaj zdaj ti jaz vidim, kaj jaz zaznam. Zdaj, mogoče povedal ta dva, ne, jaz vidim, ne, človeka pred sabo, ne. Daj to povej, daj to napiši, ne, opiši, kaj vidiš, mogoče, ne. Tako da tu, jaz mislim, zaenkrat bo šlo v tej smeri, bomo med nekimi simulacijami, zaenkrat tako kot vedno v teh primerih. Čez čas pa, to gre, ne, mislim, nismo pričakovali takšnih algoritmov, takšnih dognanj, recimo, ne, pa so tukaj, tako da, ne, pustimo se presenetiti, ne. Jaz sem na koncu vedno eno sekcijo, ki prejšnji gost je postavil vprašanje za tebe, ampak ni vedel, kdo bo. Aha, ja. Pravi neko splošno, se pravi, jaz bi ti to vprašanje postavil, ti pa pol novo vprašanje postaviš za naslednjega gosta. Aha, ok. Prejšnji gost je bil Dejan Savič, on se ukvarja z okoljevarstvom, ne, pri Greenpeaceu. Ok. Vprašal pa, kako doseči oziroma kako spodbuditi ljudi, da bi bili srečni z manj, oziroma se bi bili pripravljeni odrekati z namenom, da bi bilo vsem bolje. Ja, to vprašanje, rekel, ne. Tudi težko vprašanje. Kako to doseči? Ja, se moramo vprašati, koliko ljudi se je pripravljeno sploh odreči delati za to. Jaz ne bom zdaj rekel, da sem zagret pristaš zelenega pa vsega tega, se pa nagibam v to smer. Če se da ne onesnaževati itak, probajmo v to smer. Dajmo varovati naše okolje. Slovenija je super država, toliko naravnih bogastvi, marsikatera država nima, to vse na enem kupu. In jaz mislim, da vsi Slovenci dobro to znamo ceniti, čeprav si mogoče sami lažemo, pa pravimo, kako smo slabi. Smo zelo cool glede tega. Če ne bi bili, ne bi imeli med najbolj čistimi vodami na svetu, največ gozdov in tako dalje.
Se pa strinjam, tu so vedno problemi in če se malo sprostimo tukaj, lahko hitro vodi v nekaj slabega. Kako to doseči? Nič, nadaljevati z ozaveščanjem. Mislim, par dni nazaj sem bral novico Zelenci, rezervat tukaj pri Kranjski Gori, čisto usahnjen, zelo lepa stvar, če kdo ni bil, mislim, mora i to pogledati. Zdaj sicer izgleda bolj dolgo, ker je vse izsušeno, ampak takšne zgodbe mislim, me žalostijo. Mogoče nismo zdaj eksplicitno mi krivi, ker zdaj ne vemo, zakaj je tako. Suša je bila letos, ne vemo, ali je kaj druga bilo, ali ni bilo. So bo povedali okoljevarstveniki, ki se ukvarjajo s tem. Ampak mene, pač take stvari žalostijo. Srad vidim zelenje, pa da je voda čista, pa da se ne rabim sekirati, ko sem doma, da okno odprt, pa bom imel smog v stanovanju, ali pa da lahko pijem pitno vodo. Marsikje je to problem, če priješ kako Afriko s pitno vodno težavo. Tako da jaz mislim pač še dalje ozaveščati, stremeti k modernim, čistim tehnologijam, koliko se le to da, ampak ne za vsako ceno, bom rekel. Na koncu dneva je tu še vedno neka ekonomija zadaj. Z veseljem bi šli vsi na sončne celice, če bi bilo to možno, ampak koliko sem seznanjen, pa nisem preveč seznanjen, bolj live, to bo rečeno, trenutno to ne gre. Jedrska energija je druga zadeva, ki je tudi načelno čista, vsaj po mojem vedenju, ampak ima tisti grenki prizvok Černobila vedno zaradi. Pa jedrski odpadki, to je Savič mi razložil, ker sem bil tudi precej na tej strani, ampak je rekel, da nimamo rešitve tehnološke za odpadke, ki se proizvedejo. Čeprav jaz sem tudi slišal, da ti jedrski odpadki načeloma se samo imenujejo odpadki, zdaj ne vem, če nimamo isti stvari, ampak nekaj pač stranski produkt tistega kar je popolnoma, ni škodljivo, se da potem to uporabiti na druge načine. To ne vem, To bo kak jedrski strokovnjak povedal, bolj, ampak v splošnem, če govorim, dajmo pač ozaveščati še dalje. To, če nagovorimo pristojne vlado in te, da še dalje ozaveščati kakšne takšne organizacije naj bojo aktivne. Imejmo čistilne dneve, tako kot so, koliko jaz vem, v Mariboru imamo neke čistilne dneve, ko Dravo čistijo, v Ljubljani mislim, da je tudi. Dajmo otroke z malega že v bistvu učiti, dajmo ločevati odpadke, kjer se to le da, dajmo recimo, da ne vržeš odpadka, ker tak nekje, ampak imaš koš za smeti, daj ga tja. In mislim, da smo na dobri poti, smo na dobrem položaju, kar se tega tiče, ampak tako vedno, smemo se preveč prepustiti, hitro postati. Človek je leno vidje. To jaz rekel, iz svojih izkušnj najbolj lahko. Stik študenti in tudi, To je eno, drugo. Lomba lahko doskrat pride do izraza. To je eno, drugo pa inženir računalništva. Cela moja, kako bi rekel, zadeva, s katero se ukvarjam, probam svoje življenje narediti lažje. Bom zdaj tam klikal, si v program napisal, da to naredi. Ampak treba je ostati prizemljen, pa razumeti, da te zadeve, če se preveč sprostimo, lahko vodijo v nekaj druga. Tako sem že omenil, disciplina. Dajmo jo imeti, pa mislim, da bo šlo. Super. Eno vprašanje za naslednjega gosta. Za naslednjega gosta, to vprašanje rad postavljam tudi tak ljudem in to je, kaj si se v zadnjem času novega naučil? Super, čudovito. Tudi hvala za obisk, ker si vzel čas, da si moje malo usmeril moje razmišljanja, ki so po celi strani, po celi glavi.
filozofska razmišljanja. Ne. Tako da, ful sem užival v pogovoru, tako da hvala ti. Hvala, lahko res hvala za povabilo, pa tako bom rekel, ne, taki pogovori se bodo mogli dogajati, to smo ugotovili, ne. Ja. Lahko rekel filozof versus inženir, ampak ta versus mora postati end. Super, čudovito, hvala ti. Hvala.